kultura v mestu je v enem velikem razmahu. Zdaj slediti seveda vsem ustvarjalnim potencialom, bi rekel, novim idejam, novim zamislim in tudi novo razvijajočim se zvrstem umetnosti, ne, je pač težko. Skratka, treba je iskati ves čas ene primerne prostore in to za produkcijske prostore, kot za seveda vadbene prostore. Mi malo zaostajamo za tem, bi rekel, brbotanjem, ne, bi rekel, razcvetom, no, ker je pač projekte težko nastaviti, težko jih je pravzaprav pripraviti, ne. Še težje jih je sfinansirati in seveda še težje jih je potem zgraditi. Vendar kako uspevamo, no. Eno takih projektov je pač Cukrarna, ne, ki bo drugo leto zgrajena in bo največje likovno razstavišče v državi in tudi v Ljubljani in bo to en večnamenski prostor, ki bo lahko služil pač različnim predstavitvam. Drug tak večnamenski prostor bi bil Baragovo semenišče. Ta stavba je bila v bistvu semenišče, ne, in je doživela po vojni eno, ker še pač ni bila dokončana nikoli, eno zanimivo preobrazbo v en tak kulturni center, ki še zmerom ohranil nekaj tega študentskega duha. Skratka, je bilo tako turišče ustvarjalno, ne, bilo zanimivo, hibridna stavba, bi rekel, kjer ima sedež, kot veste, Pionirski dom in mladinsko gledališče, ki je tudi na tem mestu našel neke posebne take prostore, no, da lahko razvija tudi eksperimentalni teater. Ampak vendar, to ni nikoli dokončan projekt, pravzaprav, tudi v tem smislu, ne, tudi mladinsko gledališče rabi prostore, rabi infrastrukturo, kjer bi lahko seveda ustvarjali, ne, tudi umetniki teh prizoritvenih umetnosti, tudi mogoče sodobnega plesa, ne. To so vse prostori, ne, ki čakajo, ne, leta in leta pravzaprav, iz nevladne sfere, bi lahko rekel. Tak je tudi projekt prenove Roga, ne, tudi Rog bi bil en tak hibriden, spet premešan produkcijski prostor za različne zvrsti in smeri sodobne umetnosti. In tudi za neke eksperimentalne pravzaprav poskuse, ne, ki jih čas nekako potrebuje, ne, in še posebej pa umetnost. Ko smo začeli prenavljati Nabrežje, Ljubljanice, ne, smo seveda imeli v ozadju Plečnikove zamisli, ne, o Ljubljanici kot te vodni žili, ne, kot vodni osi mesta. In tudi to njegova prizadevanja, da pravzaprav reko, ki je obzidana, ne, približati ljudem, ne, kako razširiti javni prostor, ki naj bil bliže vodnemu elementu, ne, in njegovi skrivnosti, pač lepoti in tako naprej. Da ne govorimo o okolju, ne, posebnem vzdušju, ki vlada v bližini vodnega elementa. No in seveda tukaj je bilo več poskusov, ne, da bi poleg tega spuščanja teras in obvodnih poti so se razvijale različne ideje, ne, različnih splavov, ne. Eni so bili podobni recimo tem mehurčkom, ne, kakršnega poznamo recimo v Gradcu, ne, na Muri, ne, eni so bili te, kako bi rekel, fantastične arhitekture, ne, blobi rečemo, ne, eni so bili bolj urejene strukture, dvoetažni splavi, kjer bi mogoče se lahko razvijali več različnih dogodkov istočasno. No in na koncu so prišli do ene rešitve, ki je dosti razumna, ne, ki je taka, da je pač zelo, zelo enostavna, zelo, zelo prepričljiva, da bi bilo to bolj začasno, ne, tak plavajoči ponton, bi lahko rekel, ki bi ga lahko seveda premikali po Ljubljanici in s tem ustvarja različne scene, ne, različna scenska ozadja, ne, v različnih ambientih, ki jih seveda Ljubljanica ima nanizane na svojem otoku. Prizorišče v Križankah, ne, tako na letno gledališče, ne, prireditveni prostor, bi rekel, Ljubljana festivala, in je pač znamenit prostor kulturnega udejstvovanja v Ljubljani. Kako pravzaprav to novo streho, ki bo morala biti drugačno rešena, kot je bila prejšnja, ne? Kako jo pravzaprav prilagoditi, da bo odgovarjala seveda nekim novim pogledom na Plečnika, no? Novim pravzaprav zamislim, kakšen je lahko dialog med novimi strukturami in zgodovinsko, veliko spomeniško strukturo. Zadnja rešitev je zelo transparentna, lahkotna, ne?
pravi, konstrukcija je skoraj minimalna, ne? Čeprav so razponi veliki, nad 30 metrov. To so že za konstrukterje izzivi. Ne? Je to najtanjša, najbolj vitka konstrukcija, kar je možna. No in zdaj bomo se okoli tega še pogajali, ne? Ali se da narediti še bolj vitko, še bolj nevidno, ne? Da bi bilo to ozadje Plečnikova čim manj prizadeto.